Danes bova brali res ful strašne zgodbe. Obdukcija pokaže, da ni šlo za umor, niti za nesrečo. Šlo je za premočan orgazem. New fear unlocked. Lej, umrla je, ampak vsaj od užitka. Na posli je kri, luža čez celo posteljo. Mojo ženo so našli na tleh, kako krvavi iz anusa. Fucking rjavo, posrano školko iz vseh strani gnilo. In je bil tako najbolj slab, awkward sex ever. Da so ti moški tako fucking glupi, da pač tako bi mu odgriznila vse meso, ki ga ima na koži, do kosti bi ga pogrizla. Sem pa videl, da iz riti nekaj štrli ven. Bila je. Živijo, midve sva Lucija in Sara in ti gledaš najbolj strašno epizodo podcasta. A lahko to ostane med nama. Danes bova brali res ful strašne zgodbe, ampak sva pa tudi oblečeni v kostume. In zdaj preden vam povem, kaj sem jaz, ugante, zapišite v komentar. 3, 2, 1. Jaz sem pevka. Če te vsebine o spolnosti ne zanimajo, ne poslušaj tega podcasta. Lucija je pa? Jaz sem v kuhari z narisek Ratatouille. Pa fun fact, Ratatouille ni imel une podgane, ki jo imam jaz na glavi. Ratatouille je una pač hrana, ne? To veš? Ja, vem. Ja. No, v glavnem, jaz sem to in jaz nisem vedela, kaj se bo zdaj iz Sarinih ust vam privalilo, tako da sem isto šokirana, kakor vsi vi. Je pa rekla, da bo pevka. Ona je rekla meni včeraj, Lucija, jaz bom imela tako dober kostum, da bo te narit vrgal, pač navdušena boš in jaz sem komi čakala, da vidim ta kostum. In pol pridem sem. In je Sara rekla, da bo bila runner-up za Miss Universe, ko dobiš un sash, ko gor piše Miss Personality. In da je ona to, da bo imela Miss Personality. In je imela pač ta sash, ki sploh ni bil dokončan. Iz papirja. Ampak smo potem ugotovili, da ne bo šlo, ker bo šumelo in me ne boste slišali. Pa smo pa reč pristali na temu, da bom pevka. Tako da, če danes vmes slučajno kaj zapojem še, ne bi presenečeni. Jaz sem pa tako vesela, da ne bom rabila razmišljati, kaj bom danes oblekla za outfit, zato ker sem na to že lani za Halloween, ful sem boring. Ampak pač meni je to res dober kostum, jaz bom to še naslednjih nekaj let, tako da pač tu je ful dober kostum. Jaz sem imela v misli še, da bi bila gobica, ker si tako narediš eno tako kapo iz kartona, ampak vse je DIY in mi ni uspelo. Ja. Drugače vemo, da Halloween kao bi mogel biti bolj scary, ampak pač kaj je lahko bolj scary, kot to, da te podgana nadzira. Ja, ali pa da pač si pevka, pa tako poješ, kot jaz pojem. Tu je tudi drugače, ker scary. Okay. V glavnem, najna ideja je bila, da danes, ko sva se odločili, nisva si poslali teh zgodb prej in sva se hoteli malo šokirati. Mislim, jaz sem hotela Lucijo šokirati. Tako da to je ideja te epizode. Zdaj bomo videli. Strašne zgodbice sva našli na internetu in zdaj jih bova prebrali. Še prej moramo pa mi deliti najne, ne? Bova najprej najno delili. Ne bi jih pustili do konca, da gledate do konca in izveste najbolj scary stvar, ki se nam je zgodila. Da vidimo, če bo najna bolj scary, kot te, ki sva jih najdle. Okay. Sara je najdla 2 zelo scary, jaz sem jih najdla 7. Okay. Tako da ne bom vseh. Okay. Ja, dej bomo videli, ne, če bomo imeli kaj za pokomentirati. Najbolj, da mogoče kar začneš. Ja, tle se bo zdaj vse zatemnilo. Dejmo. Ajde, produkcija. Pajki. Ok. Bom eno bolj kratko za začetek. Ajde. To je infant napisal. Domov sem šel s punco iz kluba. Res je bila noro seksi in nisem mogel verjeti svoji sreči. Ko sem prišla domov, sem jo takoj začel lizati tam spodaj in vsakič, ko sem se malo premaknil, sem začutil neko tapkanje po bradi. Ko sem pogledal, kaj me skos moti na bradi, sem pa videl, da iz riti nekaj štrli ven. Bila je trakulja. O, moj bog. Ne znam vam povedati, kako hitro sem se pobral od tam. Niti povedal ji nisem, zakaj grem, samo šel sem.
Zdaj pa nekaj tle bolj scary, ali to, da se je on kar pobral, to je bila trakulja. Jaz sem mislila, da sta sem dve možnosti. Da boš rekel, da je izriti štrlela kot neka bradavica, ki ga je tapkala, ali pa drek, direkt. Tako, pač klobasa. Ampak trakulja, ne. Disgusting. Oh. Kako si sploh vedel, da je to trakulja? To je živa žival, si ti predstavljaš, da te neki tlele mal. Si predstavljaš, da vate zleze? Kaj če je ona hotela njemu v usta zlez? Ona ni vedela, da ima trakuljo, ker kera bi pa mu nastavila, da bi imela trakuljo v riti. Ampak pač ta trakulja je mogla glih ven pač pol pogled. Pač kaj če je hotela ta trakulja zamenjati lastnika in je bila ona pripravljena na nje. Pač on je imel usta glih tam. Dolge trakulje, ne? Ja, odvisno, koliko je velika. In pač ona bi njemu lahko usta zdaj, on bi lahko trakulja. A lahko to, ne vem, nekaj še zdravnik komentira, ampak on bi lahko trakuljo dobil zdaj. Mislim, da on kar dobi trakuljo, ker tu imajo jajčica. Kaj če je ona zlegla kakšna jajčica tam? Ženska, trakulja. Trakulja. Trakulja skus leže jajčica. Tu je kuče imajo psi gliste, skus jih imajo une jajčica. Pol, če daš ti v usta prste, dobiš gliste. New fear unlocked. Ja. Ba imamo vsi ljudje tako gliste ima v sebi. Ne, ker pač jih dobimo po travi, pod kuškov in tako. Pač niso nevarne. Koliko ti je scary ta zgodba? Ja, malo je nepredvidljiva. Ker scary mi je, mogoče bi bilo bolj scary, če bi tako drek ven lezel. Sorry, ampak trakulja ali pa drek. Tako, taka velika klobasa. Zihar je bila ta trakulja malo od dreka umazana. Ne, ja. Tu je meni kar ni všeč. Tu jaz mislim, ne bi, mene bi kap zadela, če bi bilo ta moški. Pač, jaz, ko sem te zgodbe izbirala, jaz sem šla tako v mindset, da se to meni zgodi. Ja, pač ja, meni je bilo ja, to jaz tudi, grozno scary, da bi se to meni zgodilo. In nisem šla jaz v neke te, da so neki duhovi ali pa to, zato ker to mi je tako. Kaj imaš itak duhove doma? Ja, pa to itak, ampak tako, če slišiš, da nekdo drug duhove vidi, ti to skeri, kot če jih ti vidiš, a veš. Ja. Tako se mi zdi, da se ne moreš to isto poistovetiti. Ja. Pač imamo različne te stopnje, koliko nas je česa strah, ampak to, da pa ti ližeš tam piško in zraven trakuljo, vidiš, kad te tako gleda in te po bradi, pač nekaj po bradi to, tako, tak. Ja, tako da ne vem, pač jaz ne vem, v katero smer je šla Sara s svojimi scary zgodbicami, nimam pojma, ampak pač to je smer, v katero sem šla jaz. Kaj zdaj jaz? Zdaj me zanima, kaj imaš ti. Veste, kaj jaz vam moram najprej nekaj razložiti. Stvar je v tem, jaz sem iskala po internetu neke grozne, ki bi bilo meni grozno, če bi se mi zgodilo, ne? Ampak nisem tako, da bi bilo napisano, pa da sem preberem. Jaz sem pač iz recimo članka, ki se je nekaj zgodilo, pobrala ven, kar je ta ženska, ki se je to zgodilo, govorila in potem sem malo dramaturgijo vključila v te svoje pisarije in sem zgodbe napisala. Okay? In zdaj bom jaz to prebrala. Prav, to je literarno delo. Okay? Si ready? Okay. Prva zgodba je iz Srbije. Govori o ženski, ki je orgazem dobesedno spremenil življenje. Beograd. Ana je končno spet prosta in za vsaj en jeben dan rešena šihta in obveznosti in končno sliš fucking tišino, ki jo je tako rabila. Se ne ve, ali bi šla kar spat, ampak ko se uleže, pa pol ne more zaspati in zdaj je stara 39 let in da bi lahko samo en dan bil malo drugačen od prejšnjega, ker drugače bi bila res rajš mrtva. Sam dolg čas. Pa spet ni pospravila. Dlake povsod, pesek od mačk povsod, cunje na stolu, cunje na tleh, cunje na mizi. Zraven pa metlica za stepanje. Pa za stepati smetano. Smetano. Dlje jo je gledala, bolje je bilo jasno, da jebeš. Ana bo eksperimentirala. Izključ televizijo, ugasne luč, zagrne zaveso, vzame si čas. Metlico vzame v roke, uleže se na kavč. Metlico si porine v anus. 10 cm. Diha hitreje, srce bije hitreje, tak orgazem, da ti dejansko zamegli glavo. In potem mir. Telo je končno sproščeno. Fak, kakšna tišina. Naslednje jutro jo najdejo. Gola, mirna, pokrita, ni sledi nasilja, je pa kuhinjska metlica, ki ji štrli iz anusa. Obdukcija pokaže, da ni šlo za umor, niti za nesrečo. Šlo je za premočan orgazem. Ana je imela v možganih majhno neodkrito aneurizmo, drobno izbuklino v žilni steni, ki lahko poči ob nenadnem povišanju krvnega tlaka. Ko se telo približa orgazmu, se tlak dvigne, žile napnejo in počijo. Možganska krvavitev, instantna smrt. Lej, umrla je, ampak vsaj od užitka. Hvala. Kaj? Imagine, pač jaz vem, da tu ni tako scary, ampak imagine. Imagine.
Čak, to se dejansko zgodi. Ja, in je obdukcijski list pač, ne? In je tako ženska, Beograd, 39 let, najdena tako na kavču, pokrita z deko in iz anosta je štrli kuhinjska metlica. In pol so pač ugotovili, da ji je pač počlo v glavi in zaradi orgazma. Imagine. In meni se zdi to crazy zgodba. Ker se vedno doma sprašujem, tako, ne vem, če kaj delam ali pa če sem naga, mi je tako, kaj če jaz zdajle umrem, kako mi bojo najdel, ne? Veš, kaj mislim? No, super res. In pač to ne moreš vedeti. Dejansko, Ne. če imaš ti to v glavi, te bo lahko en orgazem enkrat samo popeljal čez rob. Yep. To pomeni, da ne smeš nikoli masturbirati in seksati v nenavadnih položajih, ampak si umrl, zdaj bojte. Pač saj ne s kuhinjsko metlico uriti, da te najdejo. Ker pač jaz si predstavljaš ti kriminaliste, tam pridejo, raziskujejo in te obrnejo okoli, imaš tu, se ne veš, ali bi se smel, ali bi se jokal, ali kaj bi. No, to je moja prva zgodba. Je bila strašna. Ja. Kaj bi bilo tako zate najhujši položaj, v katerem te lahko najdejo? Mrtvo, po masturbaciji. Pač iskreno, ta je kar slab, ne? To mi je tako najslabši, kar sem jih slišala. Saj, če si noge imaš narazen, pač nima veze, tudi če padeš iz stavbe, imaš lahko noge narazen, pa te tako najdejo, ne? To, da imaš metlico v riti, mi je ful grozno. No, ne vem, če še kaj. Kaj pa je tvoj, dej ti malo razmisliti, jaz moram malo razmisliti. Se jih razmišljam zdaj. Ja, honestly, v kjeremkoli takem bi mi bilo tako, ne. To meni ni tako. Važno, da oni ne vejo, da imam jaz vzgibe za metlice kuhinjske, ker tu je pa, da imaš v smrtnem tistim listu napisano celo življenje tu. Sara, ampak imagine, predstavljaj si, da to ona ni pač prvič naredila z metlico. Ja, sej najbrž ni. In predstavljaj si, da je ona kuhala s to metlico. Tu si jaz predstavljam. In predstavljaj si, da pač je kdo kdaj prišel k njej, kaj jesti in je jedel hrano narejeno s to metlico. Ja. Kad tako pomislim včasih, Ja. meni je včasih res težko, mislim, neprijetno jesti pri komu doma, sploh če imajo tako stvari res nečiste. Ker če o sem tem tako- razmišljaš, pol ne smeš iti v nobeno gostilno več, ker kaj brani tistemu kuharju tam, da plune v vsak lonc pasole, ki ga To je še kuha? najbolj problem, ampak se za kuhinje pravijo ful, da so ogabne. To je najmanjši problem, kaj pa je največji Jaz sem bila problem? zadnjič v kitajski restauraciji in si una kelnarca sploh ni roko umila, kaj je šla na WC. Kako Bila pa je na veš? WC. Zato, ker sem jaz tam si roke umivala, Ne. ona je pa prišla iz WC-ja in je šla, naredila je tako z vodo. Pržgala jo je, dala vode, roke je pač tako, konice prstov pod vodo za sekundo, ugasnila in šla. Ja, In jaz sem bila tako pred stranko, se ne delaš niti, da si roke umiješ. Kaj šele? ja, če bi jaz o tem razmišljala ful velik, ne bi šla nikoli nikamor. Ja, da se jaz prav potem, se drugače pa prav to odmisliti. Pa pa si vedno mislim, lej, oni so še zmer živi. Ker I je žalostna guess. stvar, da si moraš to misliti, ko greš nekam jesti. Ja. Vse živi so še zmeni. Ok, zdaj sem pa jaz. Ok. Zdaj vem že, kjer ga bo, zaradi tega, ker... ok. Ta je sicer taka, ki se lahko zgodi vsakmu. Okay. In je zato mogoče še toliko bolj scary. Okay. Ne bi bilo ful smešno, da ima eno zgodbo isto. To bi bilo hilarious. Jaz sem drugače točno to razmišljala včeraj. Zjutraj Jaz- sem šla več, sem bila tako, da če bomo imeli isto. Bo. Ej, prav tako, zato sem jih pa jaz raje še več dala, ampak potem sem bila tako, kaj če ti slučajno naletiš na iste trende zdaj tlele, kot sem jih. Sej, ko pišeš na Google scary sex stories, jih ni veliko treba, ne? Saj to. Ampak Ampak potem sem bila tako, se verjetno boš kakšno besedo drugače uporabljal v srču, pa boš pol kaj drugače, kaj jaz vem. ja. Ok. In pol še najbolj bedno, ker sem jih mogla prevajati ročno, zaradi tega, ker ChatGPT mi ni hotel prevesti jih, ker te so se pač te so iz ja. Reddita, bom iskrena z vami. Okay. In pač jih ChatGPT ni hotel prevesti, je rekel, da edini način, da mi jih on prevede, je, da pač mal prilagodi, da ne bo eksplicitno. In sem bila tako, fuck you. In pa sem iz Google probala in pač zaradi tega, ker so v takem slengu napisane, pač Google sploh ni vedel, kaj je point zgodbe. In je pač take neumne prevode mi dajo, da sem pa tako. Men pa napisal Halloween epizodo, kako naj grejo stvari po vrsti in na koncu reče, da morava reči, zapišite v komentar, če še vedno gledate, da vidimo, da niste pičke. Tu je rekel ChatGPT, jaz nisem mogla verjeti. In sem poslala takoj Nataši in sem rekla, Nataša, pač to ni normalno, njemu se zmešalo. Ne, no. Ej, pač,
res je glup je. Včasih je v redu, včasih pa ni. Ok. Moja žena me je jahala. Cowgirl style. Res je bila seksi, ker je noro uživala in občasno se je dvignila ravno dovolj, da je glavica skoraj ušla iz njene muce. Malo me je začel skrbeti, da glavica preveč uhaja ven in hotel sem jo opozoriti, ampak ona je mislila, da se oglaša zato, ker mi bo prišlo in to jo je samo še bolj počgalo. Kar naenkrat pa se je zgodilo to, kar me je skrbelo. In moj penis je bil do konca zarit v njen anus. Zakričal sem, ona je zakričala in skočila iz mene, iz riti ji je tekla kri. Moj kurac pa je bil potisnjen čisto nazaj. Ni se zlomil, ampak me je pa neznansko bolelo, ker se je čudno okrivil tako, da me je bolelo vse proti zadnjici. V paniki sem zgrabil telefon in poklical rešilca. Vse, kar sem lahko rekel, je bilo, da me boli, da rabim pomoč in svoj naslov. Najprej so prišli policaji. Mogli so razbiti vrata, ker od bolečine nisva mogla niti vstati. Mojo ženo so našli na tleh, kako krvavi iz anusa in se drži za svojo rit in joka, mene pa na postelji zvitega v fetalni položaj. Policistka, ženska, se je samo nasmehnila in zelo na glas rekla po radiju: imamo seks poškodbo. To je to? To je to. Lej, moj prvi komentar je tako, najboljša stvar meni je, ker Lucija tako luškana in tu ima na glavi ta kostum in pol tako bere in je tako, no in potem kurac in tako sem normalno naprej, veš, ni tako noben penis ali pa kaj take besede, ampak kurac. No, glavno, si da je že kdaj kdo po nesreči šurit? Tudi tako boli mene. Jaz razumem to. Ti je kdaj? Čak, ampak sam najprej bi to rekla. A veš, pač pri tvoji zgodbi so našli mrtvo. Je. Pač ona vsaj ni bila embarrassed. Njiju so najdel živa dva. Recimo. Ker jaz sem šla večkrat na urgenco zaradi krvavitve iz anusa. Oni so prišli k tebi domov in te najdel na tleh, kako se jokaš, kriti teče iz anusa, držiš se zarit, tvoj partner tam je pa na posli zvit v fetalni položaj, zato ker ima penis čist zavit, tam neki čuden. V tvoj dom so prišli, vdret so mogli. Veš, sosedje te bojo vprašali, zakaj so pa policaji zadnjič k vam prišli? Vidiš, jaz sem mogoče desensitizirana, ali kako se reče, do teh, ker pač vsi seksamo, vse to je normalno, ni pa normalno, pa, da da imaš metlico v riti zataknjeno, ko si mrtev. Ja, veš, razumem. Ampak si mrtev. Vsaj tu, ja. Ne rabiš pa ukvarjati, ja. Meni je to, da si mrtev, veliko manj grozno, kot to, da te živga. Ok. Si daj videla tu? Nikoli še nisem pogooglala. Zelo lep penis. Jaz sem, zgleda tako full na breku. Zatečen, tako mal vijolčan. Tak debel, res debel. Si predstavljam, ja. To je tako, a veš, če hočeš imeti bolj debel penis, si grabaš sam zlom. Si predstavljam, se prav zlom se v bistvu tudi tkivo se pretrga, neko kar... Ja. Pač ne zlom se dejansko, a ne pač ker ni kosti noter, ampak fora je v tem, da zato, ker je, kot si rekla, to tkivo tako nabrekne in pol, ker je tako trdo in se ukrivi, se potem pretrganine se naredijo in pol se zateče. In pol ti dajo brace gor. Da tako stoji naravnost, kako ga to vrajo. Tako leseno palčko ti dajo, da je tako nosiš. Ne, spomnim se. Pa sem gledala, pa I don't remember. Ok. Kaj ti je bolj grozno pol? To se pravi to, da si mrtev z metlico. Ja, tu mi je bolj grozno, ker tako nekako ta postmortem embarrassment, če sme tu uriti, celo posmrtno življenje boš razmišljal o tem, da so te tako najdeli. Tu mi je bolj grozno, ja. Kaj pa, če ni posmrtnega življenja? Vseeno je tako, ne, potem vprašajo tam, še vseeno sosedov vprašajo, kaj se je zgodilo, zakaj so pa umrli. Ne, veš. Ne, se iskreno, jaz se ful sekiram, kaj pač bo polka umrem. Mislim tako, kaj bojo si mislili ljudje, glede načina moje smrti. To, kakor pač to pač, da bi me uživo najdel. Ja, drugače mi je pa mortifying, da bi me pač tako najdel. Ampak, če moram izbirati, rajš sem mrtva, pa me najdete v čudnem compromising položaju, kakor pa živo. Ok, mogoče je to spet fora tukaj, jaz mislim, da po smrti si kar še človek. Veš, nekaj čudenga, tle. Nimam jaz tako v glavi, da je pol konc. Imaš ti v glavi, da je konc? No, se tu je pa res tema, ne? Je za Halloween epizoda. Jaz si ne predstavljam, da pač je moja zavest, da bo
se zavedala tega potem, pač, da ji bo bed Ja, po smrti. ja. Ampak Verjetno kako si pa res, ti ne. predstavljaš? Ne vem točno. Vse možne teorije si jaz predstavljam, ker ful o tem berem pa raziskujem tako, ker mi je zanimivo, ker to, ker ti neki govorijo, da je Jezus vstal od mrtvih, pa take fore. In jaz moram to vse raziskati, da vidim znanstvene dokaze, da je Jezus vstal od mrtvih, pa jih nisem glih še čist našla. Tako da tudi za to posmrtno življenje pa sploh nimamo nekih teh dokazov, ne? In mene muč. Vse je možno, ne vem. Ne vem. Jaz bi bila najraje tako neka druga stvar. Tako Kaj nečlo. žival? Ja, ali pa rastlina. Ja. Je bila rajš rastlina. Ne vem, ali pa ena žival v morju. Oh, Taka bila kit. lepa. Taka lepa, ampak strupena, da jo vsi primer pustijo, ampak jo sem gledala. Jaz bila pa kit. Okay. Jaz si te predstavljam kot kit. Ja. Oh, shit, To je ful moja bi- najljubša žival. Wow, ja, ja. Ok, zdaj si pa ti. Pa dej, moja je, ta je tako dolga. Mal. Koliko? Mislim, ni ful dolga. Joj, ta je meni kar grozna. Če bi se to meni zgodilo, bi, pač po moje bi jaz umrla. A ta je zdaj najbolj grozna od vseh, ki so jih do zdaj. Ne vem, Ok, bomo videli. taka je mi neprijetna, ker tako me malo. Okay, to je zgodba o noči, ko kontracepcija ni zaščitila absolutno nobenega. Veš, kako se praznuje anniversary v Londonu? Na mizi je odprta flaša rdečega vina, 2 prazna krožnika, gor so ostanki testenin, zrak diši po baziliki in po seksu. Večer se bo ziher končal v posli. Smejita se, ona naredi požirek in stopi k njemu, dotakne se ga po vratu, počasi. On je odpre zadrgo in obleka zdrsne na tla. Ok, danes je čas za počasen seks. In pol, krik. Glasen, grozen, grob, njegov obraz se zvija od bolečine, odmakne se, kriči, na posli je kri, luža čez celo poslo. On komaj diha in v luži je kos njegovega penisa. Urgenca. Zdravniki ugotovijo, da je spirala zarezala 3 cm globoko v tkivo njegovega uda in povzročila notranjo razpoko. Njej je porezala maternični vrat. Pač spirala, njena kontracepcija, bi mogla biti v maternici, ampak zdaj pač več ni. Kovinski del je zdrsnil ven in se premikal nižje in ob vsakem gibu jo je rezal. Operacija, šivi, antibiotiki. Oba preživita. Penisa mu niso prišili nazaj. Seksala pa še nekaj časa nista. Koliko penisa? Pač košček kao, ne, 3 cm globoko je zarezal in kao košček penisa je tam bil na tleh ležal. Nekako mu ga je glih na tak način odrezala. Jaz si predstavljam, kot da je bila ta žica od te Mirene, ne, tako nekako zavita ali neki in je on ob njo podrgnil in mu je konico penisa tako stran dalo, kot če bi si prst odrezal. Dreadful. No in še tako je bilo tam v enem članku napisano, da ona pač sploh ni vedela, kaj se dogaja, tako malo je bil daljši ta članek. In ji sploh ni bilo jasno, zakaj on kriči, ampak tudi njemu ni bilo jasno. Pol je pa še njo začelo boleti. In pol je šele ona je ta prva videla un kos penisa tam v tej krvi in je bilo, ful se je zmešalo in ne vem kaj. Glavno grozno ima je bilo. Si predstavljam. Tu je meni nočna mora, recimo. Ker kako sploh to sprocesiraš v glavi, prosim. Tam na tleh je kri, un se dere, kos penisa je tam vspod, sploh ne razumeš točno. Pač. Travma. Ja. Jaz ne vem, pač, a so ji pol dal ven tist, ni več tega uporabljala. Ne, verjetno. ona ni več. Mislim, to je že samo došlo ven. To je prav tako se rezalo je. Njo so mogli zaščiti, so ji mogli. Ona pa ni čutila od znotraj, tako je on na penisu, ker glavica od penisa ful bolj oživčena, ko pa noter čisto zgoraj ti nimaš zares ful živcev, ne? Tako da ni najprej čutila, da jo reže. Ja, Jo je jaz- šele bolelo. A si že videla ure slike, ki pač isto ženske, ki uporabljajo to kontracepcijo, ki zanosijo in enkrat je en dojenček vam prišel in imel v roki to. Dej nekaj, Lucija. Pač, prav, s tem je pa prišel. Dej, no, tu ni resnic, tu ne more biti res. Pač, kaj je tu kva? Mislim, Ne, Glej. sej verjamem. pač, mislim Samo- da je tako zelo malo verjetno, da se pač, je nasplošno je to ful malo verjetno, da se zgodi, ampak pač dejansko se, če kaj ven zdrsnil, pa je potem tam, ali pa pač niti sploh ne, v bistvu ne, ni ven zdrsnil, ostali je noter, samo pač zafejlal je. Ni pač Ja. nekaj pol otrok tam noter zrastel. Dobro, da mu je In- imel v roki ne imel učil ali igračko. nekaj. Ja, veš, oni imajo tako že igračko noter, da se lahko hvali za motu. No, v glavnem skeri, meni je že tako ta Mirena drugač skeri malo. Pa več so vse te kontracepcije skeri, če sem čisto iskrena. Razen poznam kondomi, ljudi. še posebej skin kondomi. Skin kondomi. To je edina znamka kondomov,
na katero jaz prisegam, tako že od nekdaj, sem že o tem posnela več videov in so jih končno opazili in zdaj so kar sponzorji. Skratka, to so kondomi, ki niso iz lateksa, ampak so iz Poliizoprena. Kaj to sploh pomeni? Da so primerni za alergike ali pa za tiste, ki smo vsem preobčutljivi na lateks, da so bolj prožni in pa tanjši. V bistvu imaš občutek, kot da nimaš nič gor. Mislim, meni se je zdelo, ko enkrat probaš skin kondome, ne moreš iti več nazaj na navadne. S temi kondomi se mi niti enkrat ni zgodilo, da bi mi počel, medtem ko s kakšnimi drugimi se mi je. In to je bil tudi glavni razlog, da sem potem na te prešla, ker od takrat nimam nobenih težav več. Zdaj pa uživi v preostanku epizode. Ful ljudi poznam, ki imajo to mireno in imajo fulavre izkušnje v resnici. Po mojem so tu redki primeri. Ja, sej. Pa sej, če bi bilo to ful pogosto, pol tega ne bi delali. Ja. Realno. Ja. Pač to so tako one in a million, sam pač, če si pa lih ti one in a million, Ja. pa ni glih najboljš, ne? Ja. Tako da... Ja, noč, gremo naprej. Jaz sem dala potem vsaki zgodbi še naslov, ker niso imele naslovov, ampak sem jih jaz poimenovala zato, da zdaj, ki jih berem, da vem, kera je. Ja. In tole sem poimenovala analni skvrt. Imela sem želodčne težave. Sicer je šlo že na boljše, ampak še vedno me je bilo strah vsakič, ko sem prdnila. Takratni fant se je odločil, da mi bo pomagal, da se mu boljše počutila. Njegova ideja, da me bo spravil boljšo voljo, je, da me bo rajcal s prsti. V bistvu je bilo prav fino in kar naenkrat sem skvrtala. Ampak obenem je skvrtala tudi moja prekleta rit. Naravnost v njegovo roko. To je to? To je to. Najbolj mi je bilo smešno, ker je moja prekleta rit in naravnost v njegovo roko. Vse posteljnine ni umazala. Jaz, ko si tu predstavljam, je grozno. Kukor veš, če daš eno hrano tako v usta, pa misliš, da je pohan piščanc, pa ugrizneš, pa vidiš, da si vzel fucking pohano cvetačo, ker tako čist nek drug okus in vse je drugače. In ono tam skvrta in ti si čist vesel. In pa pogledaš in fucking drek. Pa veš, ko imaš včasih res tako drisko, da je prav voda in tu brezbarvna voda. Veš, imaš tako kdaj drisko? Ja, sam tale mislim, da je bila malo manj brezbarvna. Jaz si tako predstavljam, ne vemo pa ne. Ok. Drugač, še ena zgodba je bila, ki jo nimam tle noter, ampak je bila pa... je pa tudi sta neki sta seksala in je imela čepak noter in ko je pršel, je tisti čepak ven odletel, ampak s tem čepkom je odletel tudi tak kakec in ga nista videla in je padel na tla in pol je on, ko je šel iz posle, stopil direktno. Dejno. Ko bi tako mislila si neki, ne vem. Pa drugač meni tu ni tako strašno, ampak grozno je, ko tam misliš, da si že vse dobro opravil in greš pač dol iz posle in stopiš na fucking drek. Groza. A je še malo preberem, kot Ja, tebi dej, je ja. zmanjka. Dej. Ok, tale bi bila to Pol dobra. imam še en honorable mention, ki ga nimam zapisanega, ampak. Ja. Ok, boš ga potem. Ok. Moj fant je pri meni doma pod umivalnikom v kopalnici našel dildo. Ga nadaljujem to zgodbo, ki sem jo jaz tudi prebrala. A bi jo nadaljevala? Ne, sem jo hotela zbrati, zato A res? Ja, zato te prekinjam. No, dej. Hotel me je presenetiti in ko sva se spravila seksat, mi je zavezal oči in rekel, da ima nekaj zame. Ni mi povedal, kaj namerava, ampak kar naenkrat sem začutila, da me z nečim penetrira. Moja piška pa je bila, kot da bi nekdo prižgal ogenj. Takoj sem stekla pod tuš in usmerila curek vode direktno v nožnico. Vsaj 1 uro sem tako preživela pod tušem, preden se je stanje vsaj malo izboljšalo. Razlog, zakaj je bil dildo tako pikanten? Dala sem ga pod umivalnik, ker sem ga po nesreči pošpricala s sprejem proti mravljami. Pod umivalnik sem ga dala z namenom, da ga naslednji dan vržem stran, ampak sem pozabila. Fant je bil čisto zaprepaden in česa takega ni več poskušal. Mislil je samo, da je dildo tam z namenom, ker si jaz želim, da bi ga on uporabil na meni. Tako, kao namig. Wink, wink. Ja, se tu bi si mislil, človek, ne? Smo se kaj iz te zgodbe naučili? Ja. Če vidiš nek random dildo, Ne. Nismo se to naučili. Naučili smo se, da pač, če pošpricaš dildo s trupom, ga takoj vržeš stran, ne? Se pravi, iz tega pa je logično potem, če vidiš nek dildo pod nekje, Ja. je namig, ne? Tako, normalno. Ja, to je...
samo pač ne moreš pustiti dildo tam, ko je strupen. Pa kaj to bilo kar nek podobivalnikom in on ga niti ni mal očistil. Ali pa ga je, pa se vse to je. Mogoče ga ni, neverjetno ga ni. Verjetno ne. Pomisel, ker je tako tip, pač tam je nek Ja, dildo. dildo tam. Tam med unimi stvarmi za pomivati pač kopalnico je en dildo in on je bil tako, ona to Ja. hoče, da jaz uporabim na njej. Ko če bi našel zobno ščetko tam pod ljakom, s katero ženske tako kdaj pucamo, tako veš, na robu umivalnika. Pa bi rekel, leka mi je zobno krtačko kupila. Ja, bi rekel, tle sem jo mogoče pozabil, pa si zobe umil. Da je tvoj honorable mention. To je v bistvu tvoja zgodba, mislim, da si mi ti to povedala. Pa ne vem, če nismo tudi že enkrat tle delile, ne? Uno, greš na Tinder zmenak, Povej. pa imata večerjo doma, pa ga pol njega ful dolgo časa ni. Ne? Ne. A dejno, nisi to ti pa mogoče sem sanjala. Okay. Pogledam, greš na Tinder, šla je ena punca na Tinder zmenak in tu je zgodba iz Slovenije, od Lucije. In mislim, da je tu od Lucijine prijateljice ene, lejte. Okay. No, greš šla na zmenak in vse v redu, oni skuha večerjo, pojesta to večerjo in pač njo pol sem neki začne trebu bolti. In gre ona na WC in je imela drisko. In pač ful je bilo te driske, grozno je bilo ji. In potem je hotela vodo potegniti in ni delal kotliček za vodo. In pač ona sploh ni vedela, kako naj zdaj tu njemu gre povedati. In je šla in mu je rekla, lej, sorry, pač tu tle ne dela, pejt popraviti. In on je šel v kopalnico in ga ni bilo in ona ga je čakala v kuhinji, njega ni bilo pure. Ona gre proti kopalnici in je pač vrata so bila odprta in on z roko drisko jemlje ven iz WC-ja in jo je. Si mi to ti povedala? Ja. Je to resnična zgodba? To sem jo nek sem jo prebrala, po mojem. Ja, res? Ampak... Ni bila tako, da ene kolegica neki. Ne vem, če... Meni se pa zdi, da ja, ker si naslednji dan ti sem prišla in si bila tako, kakšni ljudje so tu na Tinderju, pač le šla je tam in je do njen drek jedu. Fak, ne spomnim se, kje sem to slišala, ampak ja, to se spomnim, da sem On je za razlagala. nalašč vse to naredil. Za nalašč je dal tam notu hrano, tu valjda, za nalašč ni kotliček delal, vse je bilo za nalašč. To je... Ja, spomnim se. Groza. In za nalašč je pustil vrata odprta, ne? Ker on bi lahko drek jedel, tudi če bi vrata zaprl, pa ona ne bi vedela. On je hotel, da ona ve, da je jedel njeno drisko iz WC-ja. No, tu je moj honorable mention. Meni se to zdi samo ne v redu, pač pač je drisko. Sam, veš kaj, ne moreš ti nekoga malo zastrupiti lovki s hrano, zato da bo zdaj imel drisko, zato da boš ti zdaj imel svoj king. Pač, halo, kje pa tle consent? Mene v bistvu samo ena stvar v tem tej celi zgodbi in tu so ta odprta vrata. Pač sem tu bi lahko zaprl. Tu sem Mene neki pa to največji mod, violation. da je dal on neke laxative noter in je imela okej, pola na to. tudi tu, ja. Imagine, koliko si pač... Jaz imam skozi drisko v življenju malo. Tako vsak dan. Mislim, vsakič, ko nekaj pojem, tako ne vem, zdaj imam neke krofe, pač... To se pa videlo reči. Pač fucking drisko imam skozi in to meni ni tako grozno. Jaz ne bi niti vedela, da mi je neki not dal, bi šla čist srečna domov. Sem pač, dej prosim, ne med vrat odprti. Tu mene mot. Ok, Ja, we're different here. ja, prav. Ja, ker ti največ nimaš pol skozi driska. Tudi to Ne ne. vem, kaj narobe Jaz z bolj mano. nimam nič, če že kaj. Jaz ne morem sploh kakati pismo. Fuck, včeraj... škoda besed. Glavno. Ej, bi pa sam te na tej točki pohvala za tvoje objave na Instagramu. Tako, če Sare nas sledite na Instagramu, jo morate nujno, ker njen Instagram game je tako na neskončno. To je bila zdaj najbolj random pohvala ever. Jaz sem mislila, da bo rekla, ful, dobro si tu napisala te svoje zgodbe. Ne, sem to si jih pričakovala. tudi, ampak jaz tako uživam v tvojih storijih. Ampak Instagram? Hvala, no. Hvala. Res. Prav tako počutim se, kot da me vzameš sabo malce v svoj dan in v svoje možgane in sem tako, Wow, domače se počutim. to so super pohvale. Jaz se z resnicem po Luciji zgledujem. Vsak dan ena objava, en dan statični post, drug dan video. Za video moraš narediti nek cover, pa vsak dan vsaj ene 4 storije. In pol si mojster Instagrama. Jaz se pa po Sari zgledujem na TikToku. Ja. Tako da po mojem bo šlo enkrat ful dobro vse. Ja, ti si Ok. trenutno moj najljubši influencer. Pa to ni sploh TikTok ali tako? povsod. Jaz tako, pač vse, kar ti objaviš, mi je tako entertaining, tako čist drugače, kot karkoli smo navajeni drugače. Res.
Se mi zdi, da noben nima takega kontenta kot ti in je amazing. Vidiš, joj, misliš, da bi bila lahko jaz enkrat ful slavna influencerka? Ja. Tako 100,000 followerjev. Samo pa da boš 200 takrat tisoč. čez mir hotela z mano snemati podcast, ko boš big deal. Ja, po mojem, da ja. Ok. Ja, ok. Tale. Kaj tazga smo že vsi slišali, ampak je še vse en grozno. Imela sem fanta, ki je imel velikega prijatelja. In je imel piercing v tem velikem prijatelju. Te njih, no? Ja? Seksala sva v hotelski sobi in sva si dala več duška kot ponavadi. In noben od naju v tistem trenutku ni opazil ničesar nenavadnega. Ampak, ko sva končala, je bila cela postelja polna krvavih madežev. Dokler nisva končala, sploh nisem čutila bolečine, potem pa je vse prišlo za mano. To je to. In Pač, pa ne se je vem, kaj sta zgodilo pol zdaj? naredila. Ja, čakaj, se je ta... Kaj? A ja, ne vem, samo ne vem, zakaj tle ni tega. A ja, veš kaj, ker sem dala Kaj po se je mojem zgodilo? Google prevajalnik, ni vse prevedel. Spomnim se drugače trajevanja zgodbe. Mogla sta iti na urgenco in pa se je mogla zašiti. Zato je imela toliko noter porezati, da se je mogla zašiti. Se pravi v piški? Jaz sem Steno pomislila, nožnice. da bo šla ta zgodba v to, da je tako mufafaraga in mu je tle zapel za tele To sem tudi že slišala. mandle in je bilo narobe. Nista mogla iti na razen, to sem enkrat brala. In sta šla tako na urgenco. Pač, fakt. Jaz ne vem, jaz s temi piercingi pač v penisu, I'm so sorry, ampak če bi jaz nekoga spoznala, da ima piercing v penisu, da bi si dal jaz zdaj piercing v penis, bi rekla great, ampak pač to ne gre nikamor blizu mojih lukenj. Pa prav na glavici imajo to, ne? Ja, temu se reče princ Albert. In mislim, da se reče temu zato tako, ker si je nek dejanski princ Albert dal tak pač pirs in potem se je po njemu poimenoval. Ne vem, je to resnica, da si je dal, je bila sam pač govorica, ampak pač po nekem princu se je to poimenovalo. Kako bedno, da me pač noter, me res not ne čutimo, ne? Zato so tako delayed pol te bolečine. Ok. Eni imajo tako čez cel penis, ne? Tako čez in čez. Vse sorte. In pa imajo. gre ta palčka not tep. Ne razumeš? Ja. No, prav. Jaz imam še dve drugače. Ajde. Ampak Jih ne boš? ne, ok, bom tole. Ok. Še osebne morva. Ja, ok, še tole. Ok. Na internetu sem našel punco za BDSM seanso. Njena profilna slika je bila očitno stara. Ampak sem si rekel, nič za to, vse bo ok. Zavezala me je in prisilila, da nosim povodec in potem, ko me je malo pretepla, je sedla na kavč in povlekla moj povodec proti svoji vagini. Ampak ta je grozno smrdela. Resnično ogabno. Torej, sem se hotel umakniti, ampak ona je mislila, da je to del igre in me povlekla še močneje. Moje roke so bile zvezane za hrbtom, tako da se nisem mogel na nič oprijeti. Padel sem naprej v zevajočo žarko vagino. Del mene je tisti dan umrl. Glavo mi je uspelo obrniti malo na stran, tako da nisem padel direktno v smrad in sem jo samo poljubil na notranjo stran stegen, medtem pa me je ona udarjala z jahalno palico. Imel sem se slabo. Ja, vidiš, tu je ta prav BDSM. Tu je pa uno res hardcore, ne? Ja. Ampak, dajmo to pač tako pomisliti mal. On je šel na BDSM seanso Heri Domini. Oni dva sta imela 100% safe word, ker to je bil profesionalen setting, ne? Ko on je videl, da je ona malo tako, da ni tako zgledala, kot na sliki, ampak on je rekel, jaz sem prišel zaradi pač BDSM-ja, pač zaradi mojih kinkov. On bi lahko na kjerikoli točki uporabil svojo varno besedo, pa je ni. Veš, kako je, če si sab, ne? Tu si tak si mal, mečkan ti je tako itak nerodno, nočeš je užaliti tam nekje. Ja, Pa malo ampak potrpiš, ne? tako grozen mu je bilo, ampak jaz mislim, Ja. da na skrivaj mu je bilo pa malo všeč. Ja, sej ne. Sej tu je. Ja. Shit. Ok. Daj ti začni svojo zgodbo, zaradi tega, ker Ni neki tako zdaj, da bi človek rekel ful strašno, ampak prosim, dejte se samo v to situacijo. Prosim. Ker zdaj sem hotela reči, če bi se meni to zgodilo. Ne, se mi je tu zgodilo. Ok. Tu je zgodba v glavnem o eni mojih najneumnejših odločitev v lifeu.
Tih po moje ti že veš to, ne vem, no, bomo vedeli. Po 3 dneh pitja in milijon perih sem še ob 6 zjutraj odločila, da si natočam malo vina za zajtrk in grem na vlak za 2 uri k enemu random tipu iz Tinderja. A je to si prav napisala ti? Ne, tu sem jaz doživela. Ja, pa prav napisala si, da boš prebrala. Ja, Legenda, jaz sem včeraj ob polnoči pač bila pisateljica. Kako si ti prepared? Ja. Wow. Sem zdaj ne vem, ali sem pisateljica ali pevka. To si pevka. Ja. No, šla sem enemu tipu iz Tinderja. Ne? Vožnja je trajala 4 ure, pridem tja, kar ok, malo vsaj flat, pa mačka, piva nima. Dej, a boš kupila pivo, mi reče. Ja, bom, ker bom itak crkala od slabih odločitev. Začne mi razlagati, da dobiva premalo socialne in da ga država jebe že od rojstva. Grem se malo spočiti na WC, ker mi res ne bi moglo biti bolj vseeno za fucking državo in socialno. In pridem na WC in vidim školjko. Ne tako malo umazano školjko, ker veš, da je nekdo vseeno čist, ampak je imel dan zjutraj pač sem drisko, ampak fucking rjavo, posrano školjko iz vseh strani gnilo, tako rasle so stvari ven iz te školjke, v glavnem. Pač sploh ni bila gladka površina školjke, ampak je bila tako narebrana, iz bokline so bile ven, v glavnem. Pač tako, jaz sem se jokati začela in sem tako na tla se sedla v radiator, brez da nisem hotela niti razmišljati, na čemu sem, jaz tam sem. Ampak jaz sem mogla iti domov, ne. Jaz sem takrat pač ugotovila, da moram iti domov. In potem sem poklicala bivšega, ker je bil fucking edini, ki bi me lahko v enem trenutku prišel iskat in me je prišel iskat in me je pelal domov. In rajš sem poklicala bivšega in se 2 uri vozila z njim v avtu doma, itak pijana in itak mi je bilo grozno, kot da bi tam ostala še niti 1 minuto. Res, meni se je odtrgalo, ko sem videla to školjko. Ti kaj tazga, po moje še nisi videla, pa po moje se vi niti ne morete predstavljati, ker jaz nisem vedela, da kaj tazga sploh lahko obstaja. Pač tako je bilo, razumeš, za žrtev, da je bila ta zgornja plast tega laka, ki je čez školjko privzdignjena. Čak, ampak kje pa tvoj bivši bil, da je bil to hiter lahko tam, pa da te je rešil? Vedela sem, da je doma. A je on tam bil blizu doma? Ne, Koliko časa je pa pol rabo, da te je on prišel iskat? kar nekaj časa. Čakaj, se ti ta čas čakala v WC-ju? Fak, jokala sem se najprej na WC-ju, nisem vedela, kako jim to sploh razložila, razumeš, kao vse v redu, vse v Komu redu. bivšemu ali temu, ki je zla pri njemu? Obema. Obema. In kako si razložila? Unmu, ne, temu tipu sem razložila, da pač, lej, da se meni je res vse v redu in vse super, jaz sem samo pač že 3 dni pijana in jaz res moram iti. Da je to bilo sem z mojim pijanstvom povezano. Nad z njim. On je rekel v redu. Bivšemu sem pa rekla, da ko sem ga klicala, to je ful slabo. Ampak jaz sem rekla, jaz sem šla tle kao na zmenek in pol sem vmes ugotovila, da jaz v življenju hočem biti sam s tabo in z nobenim drugim, prosim, prid me iskat. In me je prišel iskat. Ampak jaz, ko sem videla WC, jaz sem res tu mislila. Jaz sem bila tako, ne, ko sem si jaz naredila v življenju, da sem tu končala in sem zdaj tle prišla, meni se bo trgalo, jaz pač rabam nazaj, tu pa me je prišel iskat. In kako si mu potem razložila, da nočeš biti z njemu v resnici? A si bila pol z njemu še? Ne, mogoče so ene parkrat seksala, ja. A ni to zate tako, da z bivšimi seksaš nekaj normalnega? Ja, nisem bila pol skupaj. Pol sem jaz naslednji dan, ko sem se streznila, ugotovila, da z nobenim od teh nočem biti. A takrat si mogoče mislila, da skoraj hočeš mogoče biti? Ja, jaz sem takrat ti si sem verjela hotela, to, da kar me si nekdo rekla? fucking reš. Jaz sem bila tako, ne, jaz sem verjela to. Ja, Aha. it was horrible. Vse je bilo narobe. Tako da, noč, to je to. Jaz drugače te zgodbe se spomnim, ker si Ja, ne. govorila, sam se jo že malo pozabila, kjer bivši je že to bil? Ne rabaš Ja. po imenu, ampak a ta zadan? Ja. Aha. Ker se zdaj Mislim, tu bo zdaj vsi vedeli. Ne, čeprav vsi ne vejo, kdo je bil zadnji moj fant. mislim pač, tisti, ki te poznajo, bojo vedeli, drugi pa ne. Ok, ja, to zadnje. Lahko to ven zrežemo, če je preveč. Ne, vse je v redu, vse je vse jasno. Vse tudi takrat je bilo vse jasno. On pa sem ni hotel pustiti v enem random modelu iz kar nekje, ki ga sploh noben ne pozna. Drugač, ful lepo od njega, da te je Ja. prišel iskat, čeprav je prišel zaradi tega, ker si mu rekel, da hočeš biti z njim. Ne, drugač bi tudi, pač, že itak bi tako prišel na splošno, pač on me drugač sovraža zaradi tega. Mislim, sovraža, tako mi je bilo pač Sara, da sem lahko ne delaš glupari, da tako greš nekim neznancem, ki jih sploh ne poznaš, kar nekam, noben ne ve, kje si, nič noben ne ve in res je to. Res je to. Ja, ne, samo pomislila sem pač, da
Je resnica bila to Ne, včasih? tvoj izraz na obrazu. Kakšen je pa bil? Kakšen je pa bil? Tako, kakor pač nasprotje od tega, kar si rekla. Kao, res je bilo, ampak tvoj obraz je bil pa tako, ampak ni bilo res. Ma ne, ja, ne, to ni to pomenilo. Ta obraz je bil sem tako malo cringe, pa malo tako, saj stara v redu je, ker zdaj tako ne piješ, pa ne seksaš z neznanci iz Tinderja, ki ima umazane veceje doma. Hvala Bogu. Ja, Yes, to growth. ja. Čeprav, imagine, kaj bi bilo iz tega podcasta, če bi jaz bila taka, kot sem bila včasih. To bi bilo tako zabavno. Shit. Sam ne bi bilo pa zabavno. Sam ne vem, če zate. bi bilo zabavno v resnici tudi, ko mi je bilo ful težko snemati. Bi imela pa veliko zgodbe, verjetno. Ja, zgodb bi bilo. Samo za zgodbe lahko tudi film gledajo. Kakšen? Veš, kaj mislim, ne? Če hočejo take zgodbe, kako se nekdo polom, pa umre. Pa nočemo tega, da se polovaš, ja, pa umreš. sej, ampak včasih sem se, ne? Ja, Okej. to nočemo. Ja. Mi bi hoteli sem tako, kakšne take dating zgodbice. Pa ne vem, če boste doživeli v bližnji prihodnosti. Ja, jaz sem bila že toliko vesela. Sorry, Jaz žal. sem že tvoje facial expression. Žal. Ok, jaz sem ful razmišljala, če imam jaz kakšno tako zanimivo zgodbo za deliti, ki je tako še malo hihi haha, ki nisem tako taka žalostna in grozna, ne? In vse, kar sem se spomnila, pa še ta ne vem, a je hihi haha v resnici, ampak je sam tako taka, ta je pa sam tak horror story, meni bil. Jaz sem bila Tako tako- zdaj horror, violence. Ne. Abuse? Pač, Okej. sej boste, ne vem. To se je zgodilo že dolg nazaj. Tako da se jaz niti ne spomnim vseh detajlov, dobro, malo sem jih pa tudi tako. In sicer, to je bilo, jaz sem bila takrat še zelo mlada, jaz takrat nisem imela nekih izkušenj s fanti za res. Ja, sploh tako, niti pač, jaz sem bila v bistvu zelo nova tudi v seksi in vse te stvari. Jaz sem takrat v bistvu prvič trezna seksala. Grozno. To je po mojem tako drug fant, s katerim sem pač dejansko prvi bil pijan. V glavnem, spoznala sva se full cute. Jaz sem delala v enem lokalu in pride en fant, tako pač tja v šanku in reče, oj, jaz sem se tle mem peljal in sem te videl in sem se mogel nazaj obrniti in priti po tvojo številko, ker si full cute. In jaz sem bila tako, what is this? Kaj iz filma? In potem pač sem mu dala številko in so se zmenila za date. In jaz sem rekla pač, da se dobiva midva nekje tako, pač, ki je on rekel, da me prija pobrati in sem bila tako, ne. Ne boš me ti pobiral, ker pač te ne poznam, a veš, sem bila tako kao, bom jaz pametna, premišljena. In sva se zmenila, da se dobiva na Zbiljah. In sva šla tja. In pol je bila fora, največja fora to, da jaz sem tam parkirala in pol se je on tam, ko sem jaz hodila proti tja, pač bilo je tako še, ne vem, čist malo zahoda do parkirišča, in se je on z avtom mimo pripeljal. In je bil tako, in je bil tako, da je pač skočil v avto, da greva skupaj do tamle, da parkiram. In jaz tako, cel moj plan, da ne grem z njim v avto, tako je out the window. Hvala Bogu, pač je pol on tam parkiral, tako iz prtlažnika vzame, še neke bombonjero mi je prinesel, pa tako nek piknik dekca so šla pol tjani, ki so se pogovarjala in to. In je bil čist cute, pač tako, vse normalno. In to je bil pač prvi date. Potem so šla pa kao na drug date, je bil pa full awkward date. Pač tako, jaz sem bila tako pač 100% bova pač seksala, jaz sem bila tako pač, jaz hočem zdaj to pač, da vidimo, kako bo, whatever. I was young and stupid, zdaj ne bi, pač ni bilo nobene kemije, ni bilo med nama. Pač tako, full je bil awkward, nisem se imela kaj pogovarjati, tako prvi date je bil čist cool, ta drugi je bil pa tako, kar nekaj je bilo vse čuden. In še fora je bila v tem, da v druge sem bila pa jaz tako, pač lahko ti pelješ, ker rekel, da me bo peljal na nek plac, kao, ne vem, da hoče, da vam pele. Sem bila tako prav, pač, zdaj kaj te že poznam in ti zaupam. Hvala, stupid idea. In pol me je nekam peljal in sem se tam pač nekam šla na en drink, kar nekaj, sploh ni bilo nič posebenega. In pol je bil on tako, greva še malo do mene. In jaz tako, ja, prav pejva. Pa sem šla do njega, še zmeraj nisem pač, še zmeraj je on peljal, jaz sem bila svoj avto parkiran neko v Ljubljani, sem se dobila. Pa sem šla k njemu in je bil tako najbolj slab, awkward sex ever. Jaz sem bila samo tako, kaj se dogaja, kaj je to, pač to je tako slabo, moj bog. Itak je bilo že cel dan je bilo awkward, sploh ne vem zakaj, pač jaz bi kamot rekla ne, ampak jaz nisem pač, kako ne vem, nisem, kako ne rečem ne, nimam svojega avta, nikamor ne moram iti, on je rekel, če greva zdaj še do njega, greva. Glavno bub. In pol, fora potem, da on je meni samo svoje ime povedal, ni mi pa hotel priimka povedati.
In pol, kaj jaz skupaj, da mi povej, pač, kako se pišeš, da te pač na Instagram, ne vem, da te na Facebooku, Instagramu, pač da te najdem. Po mojem takrat sploh še Instagrama ni bilo, kaj se vem. V glavnem, on me ni hotel povedati primka in jaz tako, kaj mi nočeš povedati primka, kaj imaš punco ali kaj? Haha. In on je bil tako, pač pravila sem tako, obraz se mu je spustil, ni bil sam tih. In jaz tako, a imaš ti slučajno punco? In on tako, ja sam nisva zares tako neki skupaj, neki ima glih probleme in jaz tako, moj bog, ti imaš prav punco in zdaj si tle z mano Pa ti si se hecala, ko si to Jaz sem se rekla, hecala. ja. In pa je on tam kar neki si hotel zmišljevati in bla bla bla. In pa sem zdaj skono, da ti kar neki mi nabijaš zdaj. In on tako, ne, ti pokažem. In pa mi je kao pokazal svoj Facebook neki, ne vem, in pač ni imel slike s svojo punco, ampak kao ne dva nista v redu in ne vem kaj. In pa je bil tako sam, da ali sem jaz to nek najdla napisan njegov priimek ali neki, pač, ker sem pol tako malo po sobi gledala. Zato, ker on je potem, ko sem jaz ugotovila, da ima on punco, sem jaz rekla, pač, da me sam pač pel me do avta, jaz zdaj grem, ne. In on tako, ne, daj bo če malo tle. In jaz tako, ne, jaz zdaj pač grem, kaj ne tle delam, pač, če imaš pač punco imaš, prvo kot prvo, pač, kjer debil. In on si kar neki tam, da ne, dokler mu jaz ne bom odmerila, da zdaj sem jaz njemu zamela in dokler jaz Te ne ne pelje opustim, me ona popela v avto. In jaz tako, kva? In pa sem tam neki malo po sobi in gledala in ne vem, če nisem pol videla nek napisan njegov priimek. In pa je bil on tako, joj, sem da ne bo slučajno moje punci, ki je omenila in jaz tako, daj ti me sam dampel, pa mi daj mir. In pa sem bila jaz tam po moje še ne pol ure in sem mu mogla težiti, da me domov pelje. In on se na eni točki kar za računalnik nekaj usedel in nekaj delal in je bil tako, ne, dokler mi ne oprostiš, ne bom te peljal domov. Če sem tako, kva? Kaj te je za oprostiti? Pač ti si, pač sem kva. Glavnem in pol me je končno peljal domov in sem bila samo tako. In ti se v celem tem Useless. času nisi razjezila. Kaj pa se, najbolj se razjezim tam, pa da mi še kaj naredil. Jaz sem bila pri njemu doma, nisem imela avta, nisem mogla nikamor pobegati, nič nisem mogla narediti. Jaz sem bila samo tako, please take me to my car. Pač Tako da, stvari, ki bi mu jih jaz naredila, ne vem, če so za tle, ampak jaz sem tako, da bi jim, ko slišim take stvari, pa da so ti moški tako fucking glupi, pa da mislijo, da so tako močni, pač tako bi mu odgriznila vse meso, ki ga ima na koži, do kosti bi ga pogrizla. To bi jaz. Sorry, jaz sem se mogla, to je tudi Halloween tema, ampak to je resnica. Razjezijo me, ker mislijo, kaj, te ne bo pelal z domov, dokler mu ne oprostiš. Malo sem bila vesela, da vam zdaj saj en dober razlog, da lahko Ja, grem, ker hvala nisem vedela, Bogu, kako se ga drugače rešam, ker pač nisem. Bogata punca, če si ti ta punca od tega, ne? Ja, okej. No, tu je res horor, ne? Tu je v bistvu kar horor, pač meni je to grozljivo. Ja, jaz sem bila prav tako, pa tako je dobro se začel, tako se je lepo začel, prijazno, romantično, cute in pa je šel sam navzdol in pa je imel punco. Okay. In pol je, on je pol še rekel, da bi se lahko kao vsem dobivala, še vsem tako kdaj, da njegova punca itak nek v tujini živi in kar neke glupe Zakaj stvari bi je ti bil. to hotla? Kvaj se. In jaz sem bila tako, ne. Je bil lep? Cute mi je bil. Okay. Sam mi pač ni bilo všeč, pač nič, nisem Okay. niti dober lupčkov, niti ni bilo nič nisem imela. Okay. Jaz ne vem, zakaj je on sploh še hotel karkoli za tega, ker pač, a ne čutiš, da ni nič. Ja, pač ti moški so sem glupi, Lucija, včasih. To je bilo tako, to je bilo res tako slabo, jaz sem bila samo Oni sem hočejo neki so zato, da je. Tako da zdaj ne bi nikoli bi zaupala svoji intuiciji in bila tako, lej, če se že tlele na dejtu nimava fajn, let's just go. Ja. Ampak lej, takrat sem bila pa, kaj se, 19, 20. Ja, pač. Ja. Kar še, joj, Tako da to je moj scary story, ali kaj? Ja, ta je pa kar scary. Okay. Kjer vam je bila najbolj strašna zgodba? Napiši Če ste v komentar. še tukaj, napišite v komentar, da bomo vedeli, da nisi pička. Jo, sem tole moram povedati, preden nadaljujemo. Se ti je kdaj zgodilo, da si čist pozabila nase, pa da ti je ob vseh stvareh, ki jih imaš v življenju za narediti, ful padel libido? Meni se je tudi to zgodilo, zaradi tega smo z ekipo Ulala šle all in smo razvile prav svoj napitek za podporo libido in energiji za ženske. To je ena taka mešanica adaptogenov, vitaminov in aminokislin, ki nam ženskam pomaga, da lahko končno spet začutimo sebe in dobimo nazaj tisto iskrico. Ker pač libido ni samo tisto
bistvu, ful si želim seksati, ampak je tako neka taka najbolj pomembna življenjska energija. Preden smo mi razvile Passion Potion, sem jaz probala že milijon enih drugih stvari za libido. Pa napitke, praške, kapsule, ampak nobena od teh stvari mi ni bila zares ok, nobena ni tako popolno pasala v mojo dnevno rutino, kot paše Passion Potion. Jaz si Passion Potion najraje privoščim popoldne, ko opravim že vse svoje delo, se usedem na kavč in si vzamem tistih svojih 5 minut in samo uživam. Ampak Passion Potion ni samo en tak božanski mango pasijonka napitek, ampak je tudi funkcionalen. In sicer jaz sem po 3 mesecih rednega testiranja opazila ogromno izboljšavo na libido. To pomeni, da zdaj na čisto random trenutke pomislim na seks, bolj spim, manj me motijo vse stvari in lažje se v življenju sprostim, pa še popoldne mi ni treba hoditi več spat. Če hočeš tudi ti svojo merco libida, energije in dobrega razpoloženja, pa skoč na ulala.com in si prvošč svojo vrečko. Zdaj pa gremo nazaj na epizodo. Zdaj imamo še intimni kotiček. Ja, hoteli smo predstaviti najprej ene igračke, ki bi bile strašne, tako v smislu, da so res tako slabe, da je že kar strašno, ampak pol jaz nimam nobene take. Ti pa ne vem, imaš kakšno tako res slabo, jaz nisem našla. Tako da, zdaj imam dobro. Ampak daj ti prva. Jaz imam tega Gizija. V bistvu sem ga zaradi tega hotla, ker jaz, ko imam te ženske kroge, imam na koncu en kviz. Joj, no, evo, to je za tiste, ki boste prišli, boste na koncu vedeli en odgovor. Imam en kviz in na koncu je vprašanje, kaj je ta seks položaj. In seks položaj izgleda kot misionarski, ampak imaš pa 4 možnosti za odgovore in misionarski ni noben od teh odgovorov. Za nalož ga nisem dala, zato pa bi vsi to kliknili. In potem vsi tako gledajo, kva je to. In potem jim rečem vedno, pejte na izločanje, pač kjer sigurno ni. Potem je tisto ostane. In temu seks položaju se reče tehnika usklajevanja koitalov. In to je prilagojen misionarski položaj, kjer penetracija ni tako, pač, da gre ven pa noter, ampak je pod kotom. Tip se v bistvu tako mal višji da in se potem penis vsakič, ko gre ven pa noter, nasloni in drgne ob klitoris. In ta seks položaj je namenjen ženskemu užitku. Pač prav cel point je, da je klitoris stimuliran, zato ker vsi vemo, da je klitoris da večina žensk rabi neko stimulacijo klitorisa, da doživijo orgazem. In izdelovalci te igračke, to je sicer manjša verzija, obstaja Snail Vibe, ki je narejen zato, da je klitoris stimuliran. In so ga pač naredili zaradi tega, ker so raziskovali vse te različne seks položaje, vse različne stvari za ženski užitek in so ugotovili, ja, valjda skozi mora biti pač klitoris stimuliran in rebit vibratorji, ponovadi, če jih vam pa noter daješ, ni skozi klitoris stimuliran. Drink vsakič, ko rečem klitoris. In pri tem ima pa pač tole zavito, vidiš, tako se pot razpre. Zdaj unika, samo poslušajte, se požgite za gledati, ker če ne boste si mogli predstavljati. Ampak je pač tako, taka bunkica je in potem tega tako uporabljaš, da ga tle držiš. Zdaj tle, ker ni lubrikanta, bo ful težje. Ampak pač, a vidiš, ko ga noter daješ, lahko to penetracijo imaš ven pa noter, res globoko in pač čist skozi je tale vibracijski del na klitorisu. In to je cel point tega Gizija. Mal je, to je že Sara prej rekla, da je mal flimsy, to je res, pač ta zgornji del je dosti premikajoč, ampak jaz nisem opazila, da bi bil problem, ker ga enkrat daš noter in ko pač res tole dobro zagrabaš, ga lahko kar fajn uporabljaš in ostane na mestu tam, kam more. Pač meni osebno mi je ful všeč, ful sem zadovoljna, ful je cute. Res je malo drugačen, kot klasični rebit vibratorji. Tudi, ne vem, meni je skoraj bolj všeč, kot unta velik. Okay. Pa tudi dejansko je kar globok pride v resnici, te zadane do konca noter. Ja. Ne, unta velik je res velik, meni Ja. velik je. Pa tudi malo je še tako, veš, zakrivljen, da ti lahko še malo bolj na točko pač pritisne, če hočeš. Tako da, kar se mene tiče, čudovita igračka, jaz bi ji dala 9 od 10. Mal mogoče zaradi tega, ker mečkan ga je vsem težji držati. Meni ni toliko težko, sam, ne vem, jaz. Pač verjetno za kakšne, ki imajo kakšne težave motorične ali pa kakšne omejitve, ta igračka res ni za tiste, ker res nima nobenega izrazitega ročaja. Moraš ga res dobro prijetno. Ja. Mogoče moraš mečkan razmišljati, no, ko ga držiš, kako ga boš uporabljal, ampak všeč mi je. Cel je tudi silikonski vodoodporen.
Mene je top. Dobi tega na pitch popu skoda med nama 10 in je res en tak good take na te Ja. rebite. Tako, zanimiv mi je ta. Jaz sem pričakovala, da je ful večji, ima pa še škatlico ima zdraven. Tu mi je ful dober drugač. Sej sem, taka, mislim, zanimivost. Ja, je tako taka orang, dobra škatla. Ja, ja. Pač ni samo zato, da je, ampak je. Meni so všeč te, ki imajo škatle zraven. Jaz imam po moje ne 3 Lepo. samo. Te, ki so imele škatle in vedno jih imam za kaj za uporabiti. Ja, Ja. ne. Jaz pa sem razmišljala o tem, da te igračke sploh ne rabimo predstavljati. Ne? Najprej, preden sem je naročila, ampak jaz sem mogla imeti to mačko, ker je tako najbolj luškana možno. To je tapkajoč vibrator od Intense, čist ista fora, kot tisti nosorogi, razen da ima ta, Samo rogi. ja, ta ima tako srček na mestu jezika tapkajoč in jim je ful luškan. In tle, ko se pržge, ima tačkico za pržgati na mestu gumba. In pač tu je neka cat edition in jaz sem jo mogla imeti, dela na čist isti način in čist iste ima vibracije, vse je čist isto kun. Edino, da ta ročaj je meni pa v bistvu kar všeč. Tako je, veš, kako en taka ročka je. Ročaj, misliš, telo, Ja, mačke. telo, ja. Čeprav vse perun mu je isto v bistvu. ne. Ja, Samo ja. da un je sedeč, ko sem ga jaz imela. Veš, jaz nimam še tega. True. ročaja, on je Ja, sedi. sam res. Tako da ta je malo bolj tako, ker če si predstavljaš, da si tako, ne, ga daš tako lepo, lahko gor in ga dobro držiš in je kulski zadržati. Ne drži z rok, pa ne vem, po mojem o tem oni niso razmišljali, ampak meni je to bila dobra. Koliko duše se ti zdi, da ima ta mačka? Nima. Ker nima oči. Ja, pa nima sploh zares oči, veš. Mislim, ima oči, ne, samo nima, te oči so tako narejene, da so. Wow, nisem mislila, da še da je nima sploh. Ja, ker kaj ne morem masturbirati z mačko, ki ima dušo. Veš, razumeš? Tako da ta je nima, je pa ful luškana in jaz dam tej, jaz imam že drugače rada te katapkajo, ampak tej dam pa 10 od 10, ker pač prosim, lahko, mislim, ne vem, zakaj kdo ne bi imel tega doma. Ti bi imela. Meni je Ne. malo grda. Sorry, ne vem, ni mi všeč. Bolj mi je všeč, samorok mi je bolj všeč. Ja, 100-krat. okay. Ta mi je pa tako, neki me bot na njej. Res? Ja, sorry. Res? Ja, oni samorogi so mi vsi full cute, tole mi je pa tako. Zle mi kaj pujsek v obliki mačke in ta vratnica mi ni všeč. In, ne. Sorry, pač meni ni kul. Glejte, meni je tu super in dobite vse te različne na pitchpop.si. Zdaj imamo samoroge, mačke, čebele, O, sem res še ptice neke so še, v glavnem, pač velik izbor živali imamo. Pitchpop.si, med nama 10. Kmetija. Ja. Ok, zdaj imamo pa še. A ja, zdaj bi mogla v tej epizodi povedati, da imamo zdaj intimni kotiček na koncu. Ker to epizodo bojo pregledali, kako o squirtingu. A ja. Naslednja epizoda po tej je pa o squirtingu. Glikar smo jo posnele. Ja. Ok, zdaj smo pa na Never Have I Ever. Te je pa Sara napisala danes. Ja, Zato, ker okej. sem bila jaz sem že malo pozabila. na lovki na bolniški včeraj. Veš, kaj nismo? Kaj? Icebreaker je, ki sem ga napisala. Sploh ne vem, kako smo tu pozabili. Zato, ker so še direkt v scary stvari. A dava ja. še icebreaker. Ne vem, sem zabaven mi je bil. Bi raj seksala, jaz rabim to vedeti od tebe, zato Ok. sem napisala, bi raj seksala v mrtvašnici ali kaj že piše? Hiši duhov. Ja. Se vem, da Ja, boš je rekla že v seksam v hiši duhov. Sej tu, sem točno sem imela, da boš to rekla. Ja. Okay. Jaz bi tudi rešil hiši duhov, sem to sem hotela reči. Ker se drugač mrtvašnica je lovki tudi hiša duhov, sam tam imaš pol še trupla. Hiša duhov Ja, so pa tam bi samo Ed duhovi Gein. brez trupel. Seksov. A? Vse te mrtve ljudi bi Ed Gein seksov. Ti ni veš, kdo je to, ne? To je ta Ed nek Gein. nov Netflixov dokumentarc, ne? Film, serija. Drugač sem pa zadnjič videla na TikToku en klip iz enega filma ali serije, ne vem, ki je pač ena igralka kao umrla in so bili tam na obdukcijski mizi in pa je tako je tam delal, rekel svojim prijateljem, o, ful je lepa in pa so prišli ti prijatelji tam in pa jo je en začel seksati in pa se je ona zbudila. In ne vem, kaj se pol zgodi, zato ker pa je bilo konc klipa. No, ta serija Monster Ed Gein, ne? Ja. To je full seksom povezano, pa z mrtvimi ljudmi. Uf. Pa ni tako zares, kaj ti nemaš takih stvari. Ne se bom, ja bom noben gledati. Tako psihološko je malo zanimivo, kako oni izkopava te mrtve ljudi in seksa z njimi. In tako. Ja. Mhm. Okay. Pač, če je tako, kaj je bila že un morilc, ki je bil tista očala?
Dahmer. Ja. Hvala. Ja. Tistega nisem mogla gledati. Ti si je bilo meni tako težko. Tu ti bo pa še težje, tu je pa res Res. brutalno. On si Pa že kožo, tisto je bilo brutalno. on dela iz kože ljudi, spremeni v usnje, pa dela si po hiši to iz njih. Sam malo je tudi tako, ker tisti Dahmer je bil res tako posnet. Jaz sem bila tako težo v srcu, ko sem ti zgledala, jaz sem bila tako depresivna. Res? Res, jaz sem po mojem pogledala max 2 epizode in jaz sem vsakič bila tako pol žalostna in tako, zato ker vse po resničnih dogodkih, a veš, če je fikcija, je meni tako ok, ampak jaz vem, da se to res dogaja. Mene tako srce boli in Res? pa sem sad tako ne morem. Prav ne morem. srce te Prav boli. ja, tako mi je. Tu tako gledaš, te srce boli. srce. Ja. Ja. Kaj pa, če recimo gledaš od Alenke Trogrlič neke epizode o groznih stvareh, te srce Jih boli? ne morem jih ne gledam. Kva? Pač te stvari so meni tako, če so resnične, sem sad tako. Wow. Ja. Včasih sem jaz tako bila, odkar sem na antidepresivih, nisem več tako. Zdaj lahko gledam in zdaj prav Res? gledam te ljudi in mi je tako zanimivo jih gledati, kaj se njim po glavi potika sploh. Ja. Ampak mi je bilo pa ful dobro, recimo, ko je ta Dahmer vam prišel, pa so mi drugi ljudje razlagali, ko so ga gledali, zakaj se gre, mi je bilo ful zanimivo. Ampak ko je pa pol, je pa že turil je, turil. Ok. Never have I ever. Sara, si pripravljena? Ja. Ste vi pripravljeni? Prste gor. Nikoli se nisem zjutraj zbudila zraven neznanca z mislijo, omg, kako je grd. Ja, sem se. Ti se nisi. Ne, mislim, da ne. Ne, to pa ne. Ja. Nikoli nisem neprimernega sporočila poslala napačni osebi. A se spomniš, kaj je Maja poslala šefu? Šit, sem res in tudi, ko prav Blue je imel neko tako nesti. Ob 11. zvečer ni bilo Ampak bilo nekaj. je namenjeno njemu bratrancu. Ampak ni bilo najbolj normalno sporočilo, kaj ne, da ne? Ne, ker je zvenelo, pač zvenelo je bolj seksualno, kot je bilo v resnici, ampak pač je bilo napačni osebi. Svojemu šefu je poslala. Pač jaz sem že velikrat poslala kakšen tekst napačni osebi, pa sem se pa vedno izgovorila, da neki ne vem. Pa moraš dati prst dol. Ja, ampak ni bilo pa seks napačni osebi. Čeprav se ni o seksu. piše samo neprimerno. Ja, se res. Ja, sem poslala. Ne, jaz to nisem. In od takrat imam ful strah, vsakič, ko komu kaj pišem, 3-krat pogledam, komu pošljem. Nikoli nisem pomotoma polajkala fotke bivšega iz leta 2016. Tudi če bi hotela, ne bi mogla. Nisi. Ne, Pač ne rabi glih iz 2016. ne, tudi tako pač. Okay. Nisem, ne, Okay. ti si? Ne vem. A ti dala kar Pač za vsak ne, slučaj jaz prst dol? nisem dala brzo. A to je še odprej? Ja. Aha. Ne, jaz nisem po nesreči, ker se mi tu ni po mojem zdelo tazga. Jaz pač kar lajkam, če imam za lajkat. Tako da ne zdi se mi, da sem po nesreči. Ok. Okay. Nikoli nisem med seksom spustila prdec ali kvif in se pretvarjala, da ni bilo nič. Boja, če je kvif, Ja. kaj boš pa? Ja, jaz se pač A da, še jaz vseeno rečem se delam, da ponavadi. ni nič. Jaz pa rečem, to je bil kvif, samo to, da veš. Prdec na Tu srečo. reče točno eden, ki prdno. Ampak ne. Res, mene je drugače ful strah prdati med seksom. Ja, Na srečo še nisem. okay. Je bilo že velikrat blizu. In pa, koliko pa to ni cel Ej, seks, sam tako si čist- polno, ne, don't fuck. Da se fucking cel seks moraš zadržati in da veš, da če se napačno premakneš, se bo zgodilo. Ja, no. Pa se Bož, da bi meni ponovadi nehala. ne drži cel cajt, ampak tako pride en moment in pa moraš tako ful bolj stiskati in sam upaš, da te ne bo zarit, pa Ja. kamor šlo samen. Ampak ja, tako da v bistvu, ne, če se je kvif zgodil, se nisem nikoli delala, da ni nič, Ok. ker sem ga vedno acknowledge. Okay. Tako da ne morem tam Ok. nazaj. gor. Nikoli se nisem pretvarjala, da sem zaspala, da mi ne bi bilo treba seksati. Je to tudi ni. Sara je dala prst dol, jaz pa Nisi se. ne. Tu velja tudi tako, veš, da si recimo tako ne da se ti zvečer seksati in tvoj fant pride zdraven in ti se sem tako malo delaš, da si zaspana, pa da boš glih kar zaspala, sem to tudi ne bi bilo treba. Ne, sem najbolj tako utrujena, pa sem dala jasno vedeti, da sem utrujena, pa če je on nekaj začel, sem pa jaz nehala biti utrujena. Ok, jaz sem pa se delala, da spim. Tudi kdaj že. Ne, ampak je bilo pa že kdaj tako, da so ona pa ne pospešno prijavila, ker smo tako kdaj so malo utrujena in pa reče, a ti je žal, kad danes ne bova seksala. In? Sem tako ne, ker se mi ne da. Ja. Ampak tako smešno mi je, kad to nagovori, a veš, kad tako. Tako da zamujeta kakšna priložnost. Kada zdaj, a veš, za te, ker jaz sem pa zdaj v podcast o seksu in zdaj sem pa jaz tle obsedena s seksom in bom pa žalostna, če pač mi ga ne bo dal. Ja. Ampak tako ne. A si bi bil vesel, če bi rekla ja?
Ne vem, moram enkrat bom Ja. rekla, enkrat za hec. Da ti je žal, reč. Ja. Jaz bi pa tako rada zdaj. Tebi se pa ne da. Ne rabiš mu dvakrat reči, po mojem, to se bo zgodilo. Ne, mislim, da ne. Mislim, da če se mu ne bi dal, Okej. bi on rekel ne, sorry. Okay. Kar cenim, zato ker pač Ja, sej res. najslabše bi bilo pa to, da bi pa zdaj šel seksat, pa se mu ne bi dal in bi me na popu seksal. Rajš me ne. Ok, naslednja. Nikoli nisem med seksom pozabil imena osebe. Ali so to enkrat že imele? Neverjetno, ja. Ampak, ne, to pa res nisem. Prav. Ampak kdaj pa nisem vedela, sploh kako je osebi. Tu vela. Če ga nisi vedel, sploh ga ne boš pozabiti. Ja, no, tu vse vela. Važno, da pač ne veš. Daj Ja. ti bo. Kaj prvi prst si dala dol od vseh? Kaj? Ja, sorry. Nikoli nisem po seksu mislil, hvala Bogu, da je konec. Ja, sem kdaj. 100-krat. Že. Ne vem, kje smo. Imam še tako. Ampak iskreno ne velikrat, ampak kdaj sem pa Pač tako. včasih moški res, mislim, se ne Predolg. morajo vedeti, ne? Ampak včasih mislijo, da morajo 2 uri seksati z mano. Ja, Veš, ti si pa sem tako, da lahko. kdaj bi pa res, daj Ja. pa res, ok, v redu je. Ja. I'm good. Ja, noč, guess who lost? Sara Povše. Zdaj pa ti, da cajt povej, kje naj jo lahko najdejo, jaz te pa vklenem. Šit. Najdete nas lahko naslednji ponedeljek spet tukaj na istem mestu, ob istem času, ob 20. in pa na Arena TV, ponedeljkih in četrtkih ob 23. Če še nisi, dej tu komentiraj, kar je rekel ChatGPT. In kaj še? Followajte naju, tale profil, kako se reče, subscribe. Če ste pa iz Arena TV, pa zdaj tu gledate samo na Arena TV, pa pejte tudi na YouTube napisati en komentar. Pa subskrbite, zato da bomo videli, koliko ljudi to spremlja dejansko. Ker mi sploh ne vemo tega. To je to. Vam je bila strašna ta epizoda? Tu pa še povejte, ja. Pa če kdo napiše svojo scary zgodbo, jih bo z veseljem prebrala. Ja. Ok. Adijo, se vidimo naslednji teden. Čau!